Kolikrat ste si že rekli, ko ste kupili kako res poceni stvar, da tu, če spusti dušo, vas ne bo bolelo? Pol je pa kar delala in delovala in ni hotela nehati delati in ste seveda bili še bolj zadovoljni. Ne bom rekel, da je srednji velik električni križanec Geely EX5 poceni, ker ni. V bistvu noben avto ni. Je pa ugoden s tako bogato opremo, ker ima čist vse. In tudi kitajski je kot velika večina stvari v vašem domu. Geely se kot ogromen proizvajalec že lahko pohvali številnimi znamkami v svojem asortimanu, med drugim imajo Volvo, Polestar, Lynk & Co, Horizon, celo Lotus. To s sabo prinese znanje in bogate izkušnje, ki so jih zlili v Geely EX5. Oblikovno ni posebej razburljiv, je pa seveda modern, s čistimi linijami, z veliko zaprto masko spredaj, ki jo lepo zapolnjuje LED luči, pa s kljukami, ki se lepo odprejo in zaprejo. Zadaj mi spominja na Macan, ker ima LED luči čez celotno širino in zato deluje bolj samozavestno, čeprav meni zaradi tega ravno premalo samosvoje. Je pa še kako zanimiv znotraj, kjer ima dobre in domiselne materiale, dobro izdelani in mehki materiali so točno tu, kjer morajo biti. Počutim se res fino, skoraj premijsko. Digitalni merilniki so pred mano in so zelo pregledni. Tale 15,4 palčni zaslon za multimedijo pa je naravnost ogromen. Je zelo hiter in odziven, boste pa za vse skupaj potrebovali nekaj več časa, da se boste vsega naučili in potem vse dobro obvladali. Vmes boste našli še kakšno zanimivo temo z raznimi ozadji, lahko recimo tega psička nadomestite s piščančkom ali pa s temle gumbom zamenjate kar celotno temo. Pa imate pa recimo hišice, pa malo večje hišice. CarPlay in Android Auto še nista na voljo, boste pa napovedih kmalu, brez dodatnih posegov se bo vse skupaj posodobilo preko spleta, tako so vse obljubili. Tudi slovenskih menijev zaenkrat še nima, kar mene sicer ne moti, res pa upam, da bodo tule na temle zaslonu dodali še odstotek napolnjenosti baterije. Zaenkrat je taka mini baterija in piše zraven, koliko kilometrov lahko prevoziš, ampak res bi rad imel še odstotek baterije, ki pa ga lahko vidim tule na temle večjem zaslonu. Okej, res lep prikaz je tudi med polnjenjem, celo volte in ampere vidiš poleg kilovatov in časa. Geely EX5 se hvali tudi sedeži. Spredaj sta ogrevana, prezračevana, tudi masirati znata in to zelo napredno. Celo bolj kot pri nekaterih dvakrat dražjih avtih. Je pa hecno, da ima sovoznikov sedež malenkost več nastavitev kot voznikov, kjer ne moš nastaviti niti naklona sedalnega dela, zato se večji primite za volan, ko boste zavirali, da ne boste kam poleteli. Pretiravam, seveda, ampak to je mene zmotilo. Drugače pa kabina prostorna, veliko je odlagalnih mest, tule spodaj, tule, celo tukaj spodaj, kjer so vhodi USB tipa A in C, celo 12-voltna vtičnica ima. Niti potniki zadaj se ne bodo pritoževali nad zračnostjo in prostorom. Me je pa razočaral prtljažnik, ker v tej poziciji sprejme 302 litra prtljage, v tejle 410, kar je še vedno malo. Ja, res, tule spodaj je še dodatna luknja za polnilni kabel in za ostalo šaro, ampak najbolj uporabna stvar je tule zgoraj. In ni je veliko. EX5 premika en elektromotor, ki ponudi 160 kW moči, kar je 218 vrancev, 320 Nm je navora. Do stotice zelo lepo skoči že v dobrih 7 sekundah, končna hitrost pa je omejena na 175 km/h. Baterija je litij železofosfatna, pospravi 60 kWh elektrike, podpira pa polnjenje z največ 100 kW med 30 in 80%, kar bo trajalo približno 20 minut. Ja, glede na to, da Kitajci slovijo kot zelo napredni na področju elektrike, bi to lahko bilo malo boljše. Na izmeničnem toku bo z 11 kW polna v slabih 6 urah. Zdaj tudi sama baterija ni nek presežek s svojo kapaciteto, ampak z ugodno porabo se da preživeti. Po VLTP naj bi porabil 16 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar se sicer sliši dokaj okej, v praksi pa tudi ni daleč od resnice. Zunaj je poletje, ampak mi je na regionalki, sicer brez klancev, porabil samo 12 kWh, na avtocesti okoli 19, kar spet ni slabo, niti pa ni ne vem kako dobro. Če poenostavim, na avtocesti bo za kakšnih 300 km vožnje, v mestih pa tudi preko 400. Pa vožnja? Predvsem udobna. EX5 ne mara prehitre vožnje med ovinki, ker imaš občutek, da kar plavaš, je pa zato zelo prijeten med vsakodnevno ležerno vožnjo. Krmiljenje je lahkotno in dovolj natančno za dobro manevriranje vsak dan, ne dobiš pa kakih posebnih povratnih informacij. Ob kupu varnostnih sistemov mi gre ta za ohranjanje voznega pasu še najbolj na živce, ker občasno preveč agresivno popravlja, tudi prepoznavanje prometnih znakov ne deluje vedno najbolje in te potem na to opozarja s precej motečim tonom. Vsega rad izklopiš, k sreči tudi prepoznavanje utrujenosti voznika, ker ta ti pa teži že, če hočeš sam spremeniti temperaturo. Pip, 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 pip. Dihaj.
Očitno vse te nadležne stvari pač rabiš za 5 zvezdic na Euro NCAP in Jill jih je itak osvojil, če ima pa 5 kot tudi v imenu. Ampak tudi sicer je dober avto, malo sem razočaran nad električnim delom, predvsem nad polnjenjem, se pa prijetno pelje in ima res vso dodatno opremo. To pa Kitajci res obvladajo. Ja.